Polnoč je bila slišana skladba, Sebastian je z nami. Sebastian, zdravo. Ja, zdravo, lepo zdrav vsem skupaj, ki poslušate. Lepo zdravo, da je radioaktivno, čeprav še ni polnoč. Ja, ni še, ampak glej, vsak dan nas pričaka, tako da upam, da se takrat dogajajo čudežne stvari, o tem se tudi govori. Za tebe je torej to mistični čas. Ja, jaz sem res bolj nočni tip človeka, torej jaz večino teh pesmi in vseh zadev, kaj pač počnem, kar se tiče kreativnega dela mojega ustvarjanja, res delam bolj po noči, ja. Sicer sem se v zadnjih letih bioritem vseeno malo bolj normaliziral, včasih sem hodil spat ob 4-5, pa se zbudil potem ob 11, zdaj pa vseeno pač ob malo bolj normalnih urah spim, pa še vseeno ta glavne stvari nastajajo, pač po polnoči, ja, to je res. Torej si bolj v smislu čuka, po dnevi spi, po noči dela. Ja, tako recimo, ja, vedno sem bil bolj tak, že kot otrok sem zelo malo spal, potem pa vseeno, mislim, spomnim se, da ko sem bil še čisto mali, sem vedno se švercal v ene sobe, pa šel televizijo gledati, ne vem kaj vse, ker sem res dejansko potreboval 4-5 ur spanja, čistič več, mama se nekaj zakinala, pa videla, da enostavno nima smisla in je pač pol pustila, kaj ne. Z leti pa bolj človek tako pride k sebi, pa vidi, da je vseeno fajn malo poležati, pa malo spati, ne. Mogoče si danes zato toliko deloven. Ja, se kar dosti projektov zdaj teče, ja, sporedno, čas je malo teže kombinirati, mislim pa nekako skoordinirati vse skupaj, zdaj sploh, ko je pač april, maj, junij, ko so res taki meseci, ko pač je polno vsega, pa se zaključujejo plesno šolsko leto, pa se bliža poletje in je treba muziko bolj potisniti in tak naprej, ampak drugače pa meni je super fajno, tako ko sem rekel, pač delam nekaj, kar me veseli, tako da mi tudi ni problem se po polnoči sedem za računalnik pa iti kaj delati ali odgovarjati na mail ali karkoli, je pa res, včasih se pač mogoče vseeno malo zruši sistem in se mora človek malo časa za sebe vzeti. Vidiš, Sebastian, ko sem jaz praznoval 1. maj, si ti bil v Rovinju in delal. Ja, vidiš, to mi je na polno baterije, zdaj, zato mogoče mi bo letos maj pa junij malo lažje, ker smo bila z Aljo v Rovinju skupaj s kompasom, smo sodelovali v enih pevsko-plesnih delavnicah in je bila fantazija. Vreme je bilo vrhunsko, ekipa vrhunska in otroci in tudi starši, nekateri, ki so plesali z nami, so se imeli res super soblino in odzivi so fantastični. Jaz se 19. junija in do 30. augusta potem tudi čez celo poletje selim v Šibenik, ker bomo zadevo ponovno ponovili, sicer brez Alje, ampak še vseeno bo to res napolno in ful fajn smo se imeli in upam, da bo Šibenik enako vrhunska izkušnja. Teda vljudno vabljeni, ja, v čim večjem številu. To pomeni, da bomo imeli vedno več plesalcev. Ja, Slovenci smo tako zelo plesen narod, pa tudi v svetovnem vrhu, kar se tiče plesa, teda res se mi zdi, da pač treba to gojiti, to ljubezen do plesa in potem nas ljudje v svetu res zelo dobro poznajo in zakaj bi človek to v sebi zatiral, če ni potrebe, ne, pa to je res neka taka univerzalna stvar, ki nas združuje, kamorkoli na svetu greš, se lahko preko plesa povežeš z ljudmi in tako da se mi zdi to ena res fajn stvar in otroci, ko čez poletje se ponovadi plesne šole zaprejo, sem prav vesel letos, ker kompas do mene za predlogom za sodelovanje, ker se mi res zdi, da od poleti pač otroci to malo pogrešajo. Starši pa ravno tako, da pač grejo malo oni po svoje, otroke imajo pa v enem animacijskem programu, tako da so malo prosti in je volk sit pa koza cela, evo. Sebastian, sedaj, ko smo že ravno pri plesu, tudi prej si že omenil, kako malo se tudi zaključuje letošnja sezona v tvoji plesni šole. Imaš kaj talentov? Ja, zdaj pa jih je res že kar nekaj. V bistvu naša plesna šola za Mariboru teče 7. leto. Z septembrom 2010 zdaj jeseni jo širimo še v Celje, v Kranj, na Ptuj in v Benedikt oziroma Lenart. Ampak v teh 7 letih smo je kar zapleslo skoraj 1000 plesalcev z nami in je zdaj res kar nekaj dobrih talentov že in tudi se lahko videli pač preteklo nedeljo pri Mariju. Je res nastopalo pač kar 40 plesalcev z mano na odru in smo že na tej stopni, ko enostavno res lahko nastopajo z mano v boku in jim zaupam in se imamo super fajn in oni uživajo in jaz vem, kak sem jaz bil, ko sem začel z plesom in z nastopanjem, da sem vedno hotel pač čim večje odre in da se čim bolj dogaja in ko so bili zdaj na Mariju, morda spet doma, so bili res čisto fetik, en mesec predtem že niso spali, tako da je res pač fajn, neko delček sebe izpred let vidiš zdaj v njih, ne, tako da je ful fajn in so zelo pridni in zelo delajo in zelo trenirajo, tako pa lahko res čim več dobrih nastopov tudi naredimo, ne. To pomeni, Sebastian, da že hodite po rdeči preprogi? Ja, se trudimo. Se nekateri imajo še večje ambicije, pol postati tudi preko plesa, potem tudi pevci in tako naprej, tako da mi je fajn, da sem stikal z mladimi, da vidim pač po tem, kje so tisti potenciali, ki jih potem lahko še kam
priporočamo ali pa kam potisnemo in tako naprej. Tako da upam, da bo jih čim več iz plesne šole tudi kdaj hodila tako čisto samostojno in čisto resno po rdečih preprogah po Sloveniji in mogoče tudi tujini. Sedaj boš tudi zavil počasi rdečo preprogo. Ja, rdeča preproga s Sebastianom je oddaja, ki pa zateče že drugo sezono na televiziji RTS. Letos drugo sezono smo sodelovali tudi z vašim kanalom in TV Primorko in se počasi zaključuje druga sezona. Ja. Tako da 14. junija vljudno vabljeni v našo družbo. Takrat bo zelo pestro in zelo veselo in dosti glasbenih točk in mislim, da bo tudi gospod župan se oglasil v oddaji in bil osrednji pogovorni gost, tako da bo res zelo dosti dogajanja. Sedaj potem dalje, tretja sezona in akcija na polno, mi se res trudimo predstavljati slovensko kulturo in slovenske glasbenike, seveda smo Slovenci tudi zelo natempirani in nekako navezani na hrvaško glasbo, tako da tudi to tu pa tam morda uvrstimo v program, ampak načeloma pa je to res oddaja, ki dejansko promovira res slovenske korenine in slovensko kulturo. Sebastian, nekaj sva že povedala, predlagam pa, da sedaj vse eno predahneva in zavrtima še eno tvojo skladbo, preden ne slišimo novo, katero boš izbral. Dajmo reči, recimo, glede na to smo že polno slišali, pa rečemo, da bo ena bolj umirena balada, pa rečemo Kriv sem. Radio.